preveč in dovolj. Skratka, kar bi poudaril, naše stavkovne zahteve so bile minimum. Stanje je neznosno in se bo sam še slabšal. Edina normalna rešitev bi bila predstavitev v javni sektor. Tako. Ustanovitev javnega zavoda in konec divjega zahoda. Bravo. Prosil bi našega predsednika Svobodnega sindikata Slovenije za nekaj uvodnih besed. Zdravo. Moje ime je Mirza Pegić. V okviru Svobodnega sindikata Slovenije so kolegice in kolegi, osebni asistenti, zlasti pred nekaj leti vzpostavili SOO in pozdravljeni udeleženci protesta, stavkajoči, delavke, delavci, osebni asistenti, članstvo SOA, podporniki. SOA, sindikat osebne asistence, organizator tega protesta in današnje stavke v dejavnosti osebne asistence, zaradi pomanjkljivega financiranja, zaradi zapostavljenosti osebnih asistentk in asistentov, zaradi pomanjkanja dolgotrajne oskrbe, zaradi očitne podrejenosti osebne asistence drugim blaginjskim programom, stavko zahteva zadostno financiranje dejavnosti, sklenitev kolektivne pogodbe za dejavnost osebne asistence, standarde in normative dejavnosti, varovanje pravic in položaja osebnih asistentov v postopkih nadzora in sankcioniranja izvajalcev in prenehanje pritiskov za uporabo aplikacije osebna asistenca. SOA, sindikat osebne asistence, kot osrednja delavska organizacija osebnih asistentk in asistentov je povezala, osamozavestila in ohrabrila osebne asistentke in asistente. Po tej poti je treba iti naprej. Bravo. Čeprav stavka ni toliko uperjena proti zaposlovalcem, to je izvajalcem osebne asistence, ampak predvsem proti pristojnim v državi, torej Ministrstvu za delo kot regulatorju, resornemu in domicilnemu ministrstvu in proti Ministrstvu za finance kot blagajničarsko-računovodskemu ministrstvu. In čeprav je stavka še manj uperjena proti uporabnikom, srčiki in smotru osebne asistence, središču te pomembne civilizacijske pridobitve, neizogibno povzroča težave in pomisleke, ne le glavnim dejavnikom osebne asistence. Pa vendar je današnja stavka osebnih asistentk in asistentov, saj so kot neposredni izvajalci in osrednji človeški motor naše dejavnosti pozabljeni, odrinjeni, neupoštevani, kot da neobstoječi. To je naš korak, s katerim stopamo ven iz omare, če lahko tako rečem. Spoštovane osebne asistentke in asistenti, dovolite, da smo ponosni skupaj. Za konec, glede na odgovore po sicer dokaj razumevajočem sestanku na Ministrstvu za delo, glede naših stavkovnih zahtev, moram opozoriti samo še, pot bo dolga, trnova, saj nam regulator ni zmogel dati nobenega oprijemljivega zagotovila. A z našo številčnostjo, samozavestnostjo, vztrajnostjo in odločnostjo nam bo uspelo. V to sem prepričan. Naš boj se nadaljuje. Tudi danes je dan mladosti. Hvala vam. Ki Sabini bi dal zdaj besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Me veseli, da smo se zbrali v takem številu, v takem vsebinskem sporočilu. Žal nam jemljejo pravice in ne priznajo tistih, ki so
konkretno druge na drugih področjih že urejene. Čisto konkretno ZDR bi morali upoštevati pri nas v osnovnih pogojih dela, kar se dogaja, da tega ne uresničujejo naši izvajalci, delodajalci zaradi pritiskov ali zaradi nezmožnosti ali pomankanja znanj in pa osebnih, bom rekla, oseb, ki delajo na tem področju. Vsekakor je pa to pomembno, da se zavedamo, da vsak sam posameznik ne more vsak sam zase kaj veliko narediti, ampak skupaj smo močni in združeni lahko premikamo stvari naprej, da bomo imeli pravično plačilo, pravične razmere in da ne bo toliko sivih con in da bo tudi za nas in naše uporabnike sijalo sonce vsak dan. Potem bi dal besedo našim podpornikom. Z nami so sindikat Glosa. Jaz sem zdrav, kaj je pomembno. Osebni asistenti. Jaz se že po naravi bolj Deram pa mogoče to. Osebni asistenti in drugi delavci v dejavnosti osebne asistence, sindikalisti iz sindikata osebne asistence SOA, sindikat Glosa odločno podpira vašo stavko in protest na ta simbolični dan. Wow! Sindikalni odzivi spodbujajo solidarnost in povezovanje delavstva. To kaže tudi vaš današnji nastop, s katerim med drugim zahtevate takojšnje in zadostno financirane dejavnosti, kolektivno pogodbo, standarde in normative. Pri tem niste sami. Vaš upor za pravo in pravično stvar je skupen boj nas vseh in vaš uspeh bo tudi nam včasih v navdih. Pogumno naprej. Kajti vaše zahteve so racionalne. Regulatorji, oblastniki in izvajalci osebne asistence, vaši delavci so ljudem omogočajo, da živijo bolj neodvisno, človeka vrednejše življenje. Izpolnjujte še vi svoje obveznosti po naravnem in pozitivnem pravu. Takoj vzpostavite socialni dialog in se zmenite s sindikatom osebne asistence. Kaj se to pravi? Drage kolegice, cenjeni kolegi, veseli smo vaše bitke. Vse skozi terjate odpravo plačnih krivic, dostojnejše vrednotenje dela in normalne delovne pogoje. In kaj se je do sedaj uredilo? Nič. Vlada ne odpravlja krivic, vas še naprej neenakopravno obravnava, še več, ignorira vas. Sam govorijo! Tako je. Vse ukazal! Pravilno in pravično je, da zahtevate ustrezno obravnavo. Javnost ima pravico zvedeti, kako mačehovsko se vede oblast do tega izjemno pomembnega področja. Sindikat Glosa izreka priznanje vašim naporom za pošteno nagrajevanje delavstva, za njihovo prizadevno delo. Kajti tudi to je pomemben del varnega, zdravega in spoštljivega delovnega okolja. Kaj se to pravi? Ministrstvo, inšpektorat. Oblast, ti pa se že vendar enkrat prični zavedati, da je delavec vreden svojega plačila in da je dober delavec zadovoljen delavec. Naredi uren in velik skok k delavstvu. Denarja je dovolj. Samo izsesati ga morate iz tatinsko, tajkunsko, davčno-malverzacijskih oaz in predlogov. Pogumno naprej, z vami smo! Hvala Mitja, hvala sindikat Glosa. Mladi za podnebno pravičnost. Mladi
Državljani za podnebno pravičnost podpiramo stavko sindikata osebne asistence. Stojimo skupaj z vami, osebnimi asistenti in asistentkami v boju za solidarnejšo družbo. Trenutna družbena ureditev temelji na tekmovanju podjetij na trgu, tekmovanju delavk in delavcev. Kapitalizem nas stalno potiska v konkurenco. Posledica tega je slabšanje delovnih pogojev, tako v osebni asistenci kot v drugih panogah, višanje cen hrane in energentov in zaostrujoča se podnebna kriza. Delavski in okoljski boj imata istega sovražnika. Kapitalizem, ki v svoje bistvo postavlja kopičenje dobička na račun delovnih ljudi in planeta. Država prav tako sledi in se podreja interesom kapitala in premalo sredstev namenja tako za osebno asistenco kot za resno reševanje podnebne krize. Vse to slabša naša življenja, bogatijo pa lastniki kapitala. Nasprotujemo temu, da država ločuje uporabnike med tiste, ki so upravičeni in neupravičene. Prvi kapitalu koristijo, drugi pa so za kapital odveč. Ampak solidarnost ne sme imeti meja. Logiki kapitala in konkurence se lahko zapostavimo le s solidarnostjo. Tako kot za osebne asistente je tudi za nas solidarnost prvo in najmočnejše orožje. V podnebnem gibanju in drugih družbenih bojih smo do sedaj kaj dosegli samo takrat, ko smo v velikem številu stopili skupaj, povezani, odločni in za dobro vseh, za dobro celotnega planeta. Borimo se za družbo, ki bo temeljila na solidarnosti in zagotavljanju dostojnega življenja vseh na ohranjenem planetu. Ljudi in planet pred kapital. Hvala. Hvala Maša, hvala Mladi za podnebno pravičnost. Besedo dajem predstavniku sindikata Zasuk. Zdravo vsem skupaj, še strani sindikata Zasuk. Edino logično je, da smo danes tukaj in da vas podpremo, zato ker zunanji izvajalci v kulturno-ustvarjalnem sektorju dobro vemo, kaj pomeni deregulacija, kaj pomeni ta divji zahod, o katerem je Nenad govoril. Dobro vemo, kaj pomeni slišati, da ni denarja in da se zadeve ne da rešiti. In ključna stvar, ki jo moramo znova ponavljati, je to, da ni problem v tem, da ni denarja. Ni vprašanje denarja, ampak je vprašanje prioritet. Kaj hoče ta država financirati in česa noče. In zato danes vi ne odpirate vprašanja samo o tem, kakšne bojo normative, kakšne bojo plače, kako se bo razvijala vaša stvar naprej. Vi odpirate vprašanje za vse nas, kaj so prioritete te države. Iz naše strani, iz strani delavcev, torej velike večine prebivalstva, so te prioritete zelo jasne. Hočemo javno, kvalitetno oskrbo za vse, ki jo potrebujejo. In hočemo, da ste vsi delavci, ki opravljate to izredno odgovorno in pomembno delo, dobro plačani in zadovoljni in da lahko delate v kvalitetnih pogojih za neko mero varnosti. Komu to ni jasno? To je vsem jasno. To je najbolj racionalna in legitimna zahteva, ki jo v tem trenutku podpiše 90% prebivalstva. Kaj pa so prioritete države? To je pa drugo vprašanje. A so to nepremičninske špekulacije? A je to orožje? A je to vojska? A je to uničevanje planeta še naprej? Kje so prioritete države? Ali so prioritete države na strani delavstva ali so na strani kapitala? Nobenega drugega vprašanja tukaj ni. Hvala lepa. Imate našo podporo do konca, ne se predati. Aleksandar Praprotnik. Jesem Salgi.
Verjel sem v sanje. Verjel sem v sanje. Prid sem, Tomi, da boš lahko oddajo. Verjel sem, da sem dobra. Verjel sem v dobro. Vse je dobro. V svobodo. Svobodo, no. V svobodo. Verjel sem, smrt. Sem prisežen, ti znaš, Biblice. Verjel sem kot zaprisežen pristaš levice. Vem, verjel sem, Luka Mesta. In verjel sem v Luka Mesca. Sedaj ne vem več, v kaj naj verjamem. Sedaj ne vem več, v kaj ne verjamem. Mi, Karambici, imamo velike probleme. Mi, hendikepirani, imamo velike probleme. Dobiti osebnega asistenta. Dobiti osebnega asistenta. Za minimalno plačilo. Za minimalno plačilo. To ne bo šlo. To ne bo šlo. Naj bodo delavci plačali pravično. Naj bojo delavci plačani pravično. Ali pa naj ministrstvo od tega se malo zamisli. Ali pa naj si ministrstvo malo zamisli. Kaj nam ne sme. Kaj nam plačuje? Sme. Počne, kaj nam počne? Kaj nam počne? Kaj nam počne? S tem, da ministrstvo zmanjšuje delavske pravice. S tem, ko ministrstvo zmanjšuje delavske pravice, zmanjšuje tudi naše pravice. zmanjšuje tudi pravice hendikepiranih. Tudi naše pravice. Ja. Tega je dost. Tega imamo dost. Mesec. Noč več. Konc je. Z nami je nameraval biti sindikat Tuš, vendar nikogar niso spustili. In so poslali predstavnico, sodelavko svojo. Bravo, ja. Ne, pomagi. Nekaj ne more. Zdravo. Ja, tako kot je Nene povedal, sodelavke oziroma sodelavke v Tušu danes ne morejo biti tukaj, ker je enostavno premalo ljudi po trgovinah, da bi lahko si vzeli prosto in prišle tukaj povedati, da podpirajo torej, to borbo sindikata osebne asistence. Torej, na kratko, kar so zapisale že včeraj in objavile tudi na Facebook strani in delile tudi skupaj z sindikatom. Delavke in delavci Tuša podpiramo stavko osebnih asistentk in asistentov ter njihovih uporabnikov. S stavko ne opozarjajo samo na slabe pogoje, v katerih delajo in slabšanje storitev za uporabnike, temveč tudi na interese vladajočih, ki pristajajo na logiko ustvarjanja profita in to na račun delavstva ter ljudi, ki za kvalitetno življenje potrebujejo različne storitve asistence. Delo osebnih asistentk in asistentov je usmerjeno v spodbujanje aktivnosti hendikepiranih oseb, ki tako ostanejo aktivni v družbi in vključeni v javno življenje. Danes vidimo več invalidov zunaj, v parkih, na kulturnih in družbenih prireditvah, v restauracijah, ravno za voljo povečanja števila osebnih asistentov. Tudi sam sindikat
rad rekel, osebna asistenca je pomembna civilizacijska pridobitev, zato se moramo vsi skupaj boriti, da ta postane javna storitev, univerzalno dostopna vsem, ki jo potrebujejo, ne glede na njihov ekonomski ali katerikoli drug status. Toda delavski razred v kapitalistični družbi ne mora računati na politično voljo, ki bi zagovarjala interese delavstva in resnično ponudila rešitve za zadovoljevanje vsesplošnih družbenih potreb. Leta 2017 sprejet zakon, ki ureja osebno asistenco, je le to potisnil v roke zasebnih izvajalcev, prav tako ni izpostavil osnovnih standardov in normativov za upravljanje dela. Sedanja vlada pa namerava pod diktatom kapitala še dodatno zmanjšati javno financiranje osebne asistence, kar bo pomenilo znižanje plač in dodatkov, povečanje obremenitev ter še dodatno poslabšanje delovnih pogojev. Ministrstvo za delo pritiska na zaposlene in zahteva nezakonito evidentiranje ur. Delavci so ob vse splošni draginji v precej slabem ekonomskem položaju, jemljajo jim dneve dopusta, čeprav delate petke in svetke celo po noči. Osebni asistenti bodo tako prisiljeni iskati boljši način preživetja, medtem ko bodo uporabniki, sprva ravno tisti, ki rabijo 24-urno asistenco, prepuščeni sami sebi. Ta vrsta praksa pa potiska skrb in asistenco v zasebnost doma, kar poslabšuje kvaliteto storitev in povečuje možnost zlorab. Mi, tušovci, vemo, kako se je treba boriti, da ni niti malo lahko in zakaj in kako je vsaka podpora pomembna in nujna. Zato moramo drug drugega podpirati, saj se konec koncev kot delavci vsi borimo za skupno stvar, za to, kar nam pripada, za boljše delovne pogoje, za boljše življenje delavskega razreda, za boljši jutri vseh nas. Borba naprej! Hvala, sindikat Tuš. Zdaj bi pa pozval gospoda ministra, da nam pove, kdaj misli, da bo zadostno financiranje omogočil. Gospod minister! Pa je na vladi na Gregorčičevi. Ja, to je, ne bom rekel pričakovano, ampak je pa simptomatično. Simptomatično zato, kako nas vse vlade do zdaj v bistvu, sploh pa tudi tale, obravnavajo kot drek. Tako da stavka je bila napovedana, gospod minister je vedel, da bomo tukaj. Nismo prišli iznenada, čeprav sem iznenad. K besedi bi povabil, če je za, Boštjana Remica. Lep pozdrav vsem skupaj. Ko smo postavljali sindikat osebne asistence 2 leti nazaj, smo se zavedali, v kakšnih pogojih težkih se boste osebni asistenti znajdali, ker je jasno, da je v tej državi veliko potreb za pomoč, za asistenco za ljudi, ki ne zmorejo sami dostojno živeti. Jasno je bilo, da zakon podcenjuje stroške. Jasno je, da rabimo dolgotrajno oskrbo. In država in ta vlada, če ima kakorkoli napredne vsebine, napredne usmeritve, mora takoj začeti za to namenjati sredstva. In kot je prej povedal en od govorcev, vse je v prioritetah. Ali gre lahko denar za tanke, za orožje, za vojno, ali bo še denar za dolgotrajno skrbo, za osebno asistenco, za prilagajanje na podnebne spremembe, za boj proti podnebne spremembe, za šolstvo in za izobraževanje. Zato smo danes tukaj in zato moramo priti spet naslednjič, dokler nas ne bodo poslušali in dokler ne bodo začeli tudi spreminjati stvari. To je ključno. Hvala, borba naprej. Hvala, Boštjan.
Poudaril bi še nekaj. Mi smo polagali veliko upanje v razvoj dolgotrajne oskrbe. Obstaja konsenz celo z gospodom ministrom Mescem, da je osebna asistenca žrtev dolgotrajne oskrbe v tem smislu, da so stroški osebne asistence eskalirali zaradi pomanjkanja v dolgotrajni oskrbi. In mi nikoli nismo nasprotovali morebitnemu prestrukturiranju osebne asistence v smislu, da bo kompatibilna z dobro, kvalitetno dolgotrajno oskrbo. Vendar, če se dolgotrajna oskrba zastavlja podobno slabo, kot se je osebna asistenca, se pravi, da ne bo 100% javna storitev in da ne bo javna služba, ampak da bo skušala zadostiti interesom kapitala in še bolj varčna, kot je osebna asistenca, potem vemo vnaprej, da ne bo kvalitetna. In da potem takem to ni rešitev za uporabnike osebne asistence. Zahtevamo kvalitetno dolgotrajno oskrbo. Tako, o kateri je prej govorila Maša. In druge ne bomo podprli in tudi prestrukturiranja v osebni asistenci ne bomo podprli, dokler dolgotrajna oskrba ni taka, kot mora biti. Hvala. Ker se gospod minister ni hotel z nami pogovarjati, smo za danes končali. Lahko se mirno razidemo. Hvala vsem. Zakaj sem danes tukaj? Danes sem tukaj, da podprem vse osebne asistente v njihovem prizadevanju na njihovo dostojno plačilo. Radi bi predvsem, da se ustavi slabšanje pogojev dela za osebne asistente, ki se dogaja praktično vsako novo sezono od uvedbe zakona. Dohitela nas je minimalna plača, naš plačni razred, krčijo se dodatki, krči se dopust, ker očitno realizirana ura ni zadost plačana, da bi izvajalci lahko ta denar prilili v vse dohodke, ki sodijo k temu že po zdajšnjem zakonu, ki je že tako precej mizeren za delo, ki ga opravljamo, in na vse zadnje pa tudi uporabniških pravic ne ureja zdaj dobro. Danes vas odločila, da prideva sem, da podpreva tako naju, kot v bistvu vse nas, tukaj, ko smo danes zbrani, ker gre za vso našo prihodnost, ne samo za našo, od asistentov. Jaz mislim, da je življenje veliko lepše, če se družimo, tako da upam, da bomo danes skupaj stopili, pa da bo kaj od tega. Jaz mislim, da kot uporabnik smo se dolgo časa trudili, da dobimo pravico do osebne asistence. In pač mislim, da je to pravico treba obdržati in se treba postaviti zase. In pač to je pravica, s katero mi lahko živimo samostojno življenje. In to je treba zagovarjati. Jaz sem tukaj, ker podpiram stavko osebnih asistentov, tudi mi, JPD, kot izvajalec, prvi in dolgoletni, pač vemo probleme, ki so na tem področju, na njih opozarjamo že več kot 3 leta. In zdaj pač od šolstva je sodo izbilo nov, treba je nekaj narediti.